Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Občina Radovljica je ena izmed občin, ki praznuje dva občinska praznika. 5. avgusta se spominjajo ustanovitve Cankarjevega bataljona na Vodiški planini, 11. decembra pa rojstvo Antona Tomaža Linharta, dramatika. Vsako leto poteka posebna prireditev ob slovesnosti, tokrat je potekala v Vročni dvorani Radovljiške Greščine. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik je podelil plakete, veliko plaketo, pečate in pa priznanja. Velika plaketa je pripadala tokrat Klemenu Dolencu za športno in humanitarno udejstvovanje. V občinskem prazniku občine Radovljice dobivate veliko plaketo za vaše udejstvovanje v športnem in pa prostovoljnem delu. Seveda nagrada je ne samo moja, tudi nagrada vseh, s katerimi smo skupaj delali, predvsem pa nagrada tistih, katerim smo to delo posvečali, se pravi varovancem slovenskih zavodov oziroma centrov za usposabljanje, delo in varstvo. Potem so tu otroci z Downovim sindromom, ki jih zdaj nadaljujemo. Zadnji projekt ga pa delamo, je pa projekt Zlate pentljice, kjer so otroci pa mladostniki preboleli z rakom in smo tle vključili zdaj športno dejavnost in seveda vse, kar zraven paše, tako da jim polepšamo življenje in jih čim bolj enakopravno poskušamo vključiti v družbo. Vsa leta pa organizirate tudi Radolško desetko za otroke in pa za starejše. Ja, seveda, bom rekel, poleg tega svojega športnega udejstvovanja, tudi neke tekmovalne kariere, potem s temi izkušnjami in z vsemi, bom rekel, ki sem jih pridobil v teh 30-40 letih ukvarjanja s športom, z veseljem pomagam pri športno-rekreativnih prireditvah od Radolške desetke naprej preko Sežanskega, Malega Kraškega maratona pa tudi do Ljubljanskega maratona. In kaj za vas pomeni velika plaketa občine Radovljica? Bom rekel, res veliko priznanje. Stopiš v bok res velikim osebam oziroma ljudem, ki so dobili že to plaketo. Tako da jaz mislim, da gremo kar naprej. Ena potrditev dobrega dela in spodbudo, ki sicer nam manjka, ampak da bomo še kaj velikega naredili. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Tudi vi dobivate plaketo ob občinskem prazniku občine Radovljica. Delate pa kot prostovoljni gasilec v gasilskem društvu v Radovljici. Koliko let že? To se pravi dobrih 50 let, s tem, da sem bil 17 let poveljnik društva, nekaj časa mladinski referent, nekaj časa tajnik, zdaj trenutno pač častni poveljnik, pa kot podpoveljnik še vedno na akcijah. Biti prostovoljec je častno delo, obenem pa obveznost. Zelo velika obveznost, častno že ne štejemo to, ampak tista obveznost, ki vem, da bom nekomu šel pomagati, pa naj bo ura katerakoli, naj bo to po noč, naj bilo to po dnevu ali kakorkoli. Se spominjate, koliko je bilo v 50 letih vseh teh posredovanj? Vse imam zapisan doma, ker pišem dnevnik, tako da če bi šel šteti, jih je po 50 približno na leto. Res, da nisem čist na vsaki intervenciji, ampak bom rekel, to se pravi 2000, kaj takega sigurno. V zadnjem času so to številne intervencije od plazov, požarov, naravnih nesreč. Moram reči, da sem bil prijavljen tudi za Kras, pa so šli fantje tam mlajši zraven.
zdaj bom tako rekel, raje me porabijo v dopoldanskem času, ker dopoldne ni veliko, so mlajši po službah, starejši pač ostajamo doma, dobro, ampak se ni nič važna ura. Gremo, kadarkoli. In kaj za vas plaketa pomeni? Zame, jaz bom rekel, sem bil zelo presenečen, da jo sploh dobim, ker tudi malo nisem računal, da je kaj takega lahko možno, da jaz dobim, ampak dobro, zdaj jo pač nekje imam in to bo pač ena zahvala. Že zadnjič so me gasilci počastili z kipcem svetega Florjana. Moram reči, da aplavz, ki sem ga doživel, solze na očeh. Iskrene čestitke in pa na pomoč. Hvala lepa. Vi ste prostovoljka Rdečega križa. Koliko let ste že v Rdečem križu in koliko let ste prostovoljka in kaj je bilo tisto, da ste pristopili k prostovoljstvu? Ja, jaz sem prostovoljka od leta 2003. Ja. Potem, da sem se pa sploh odločila za Rdeči križ, je bila pa moja mama, ki je bila praktično od 48. leta prostovoljka v Begunjah. No, jaz sem se pa vključila bolj v Radovljico, tako da sem potem imela tudi 13 let hrano iz Evropske unije, ker nismo imeli skladišča v Radovljici, sem imela v svoji garaži. Računala sem, da bo to samo eno leto, od tega je 13 let bilo. Zraven tega sem podpredsednica občinskega Rdečega križa, predsednica Brezi, socialne komisije republiške, tako da se kar precej ukvarjam z Rdečim križem. To je tisto moje poslanstvo, bi rekla, ne gre ne za plakete, ne za nobeno drugo stvar. Gre za prostovoljstvo, gre za tisti občutek, da nekomu lahko pomagaš. No. In kaj pomeni za vas plaketa občine Radovljica? Ja, takoj, ko sem zvedla, sem bila pravzaprav kar malo proti, ker nisem navajena recimo enega takega da bi se izpostavljala. Zame je važno, da pač delam pri Rdečem križu, ampak vse glih me pa nekaj pomeni. Vseeno je to nekje ena nagrada za vsa ta leta dela. Ja. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Ob 140-letnici vašega društva dobivate pečat občine Radovljica ob občinskem prazniku. Kakšno je delo v čebelarskem društvu? Čebelarsko društvo Radovljica, kot ste že omenili, praznuje 140-letnico obstoja. To je najstarejše čebelarsko združenje v Sloveniji. Sicer je delovalo na širšem kranjskem področju. Samo Čebelarsko društvo Radovljica je pač matično društvo, ki pač nosi to zgodovino naprej in ukvarjamo se predvsem dejansko s čebelarstvom. V društvu je 123 čebelarjev včlanjenih. Povprečno imajo čebelari po 10 do 15 družin, tako da je res dejavno na tem dejanskem področju za vzrejo čebel, za vzrejo matic, predelava medu, predelava drugih čebelarskih pridelkov, kot je cvetni prah in pač ostale dobrine, čebelji vosek. Ste pridnik od čebelice? Ja, lahko bi tako tudi rekli, ja. Ker čebelarstvo je v današnjem času je kar zahtevna panoga, odkar so se pojavile razne bolezni, razni zajedavci. V zadnjem času nas uvira še narava, tako da smo v letošnjem letu res bolj slabo točili zaradi pač vremenskih razmer. Kaj za vas pomeni pečat občine Radovljica ob tem častitljivem jubileju 140-letnici vašega društva? Ob tej podelitvi občine Radovljica smo zelo počaščeni. Smo veseli, da nam je pač župan nas je predlagal za to priznanje. Seveda glede na to, da je to res najstarejše čebelarsko društvo v Sloveniji,
bi rekel, se tudi to spodobi, ampak vseeno je to za nas veliko priznanje, tudi za nadaljne delo, za nadaljno pač ukvarjanje z čebelami, ki, kot vsi vemo, so brez čevelni življenja. Iskrene čestitke. Hvala. Tudi vi dobivate v občinskem prazniku občine Radovljica plaketo in sicer za vaše udejstvovanje oziroma za vaše prostovoljstvo. Koliko let ste že vi prostovoljka in koliko let pri Rdečem križu? Pri Rdečem križu sem 16 let prostovoljka. Ko sem se upokojila, sem šla pomagati Rdečemu križu. Sicer ste bila že prej prostovoljka? Ne, prej pa ne, ker služba, družina, sem pomagala tako starejšim doma pri nas sosedam. Če so starejše ženske, ena ženska starejša je bila, sem jo veliko pomagala, no, hrano sem jo prinesla, v trgovino sem jo šla, pa take stvari. To je posebno poslanstvo biti prostovolec. Tako je, ja. Za prostovoljstvo sem se odločila, ker sem videla, da ljudje res, to sem čutila vsebno, da ljudje res potrebujejo pomoč. Potem me je prejšnja predsednica Beti Rems vpeljala v to in od takrat delam skozi na Rdečemu križu. V skladišču centralnem smo, tam 3-krat na teden imamo odprt. Zdaj je majhen težji, ker imamo tudi begunce, a ne, in kar dosti hodijo po pomoč. Iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. Postali ste diamantna maturantka z precejšnjo vsoto točk. Ja, z 45 točkami po mednarodni maturi, torej 34 po pretvorbi v nacionalno. Ja. Je bilo vloženega veliko truda in dela v sam študij? Bi rekla, da zelo dosti o tem, da se sproti dela. Ne, torej, jaz sem zelo dosti truda vlagala predvsem v 3. in 4. letniku, zato da na koncu je bilo treba samo še tisto dodatno nekaj za ponovitev. Ampak zdi se mi, da tudi velika stvar pri takmu dosežku je zelo dosti tudi sreča. Ker bi rekla, veliko zlatih maturantov, vseh, ko jih poznam, so vložili vsaj toliko truda, kolikor jaz. Potem pa pride seveda do tistih nijans, ali si ponovil točno tisto, kar si je bilo potem na poli, ali si ravno takrat šel skozi snov, ki je potem se pojavila na maturi. Torej, v vsakem primeru je neki trud, nekaj sreča, nekaj pa je seveda tudi to, kako se počutiš na tisti dan. Kaj vam pomeni prispevek občine Radovljica, denarni prispevek? Ja, zelo dosti, ne, pač seveda za vsak dosežek potem enkrat, če dobiš nagrado zanj, je neka čast in za vse. Tako da, ja, ne, tudi cenim od občine Radovljica, saj sem se šolala sicer pod Lesami, pa potem v Žarovnici, ampak v vsakem primeru se mi zdi, da to, da zdaj dobivam nagrado, mi dosti pomeni, no. Hvala za pogovor in čestitke. Hvala vam. Kaj ste vi obiskovali? Obiskoval sem gimnazijo Kranj, program mednarodne mature. In kaj vam pomeni današnji prispevek občine Radovljica? Zagotovo sem vesel, ko dobiš tako priznanje, vsaka nagrada poplača doslej vloženi trud, tako da sem vesel in pa ponosen ter neka nagrada za nadaljne delo v prihodnosti in pa neka dodatna motivacija za nadaljni študij. Je bil grenak okus, ko vam je zelo malo zmanjkalo do zlatega? Pa gotovo je bil grenak priokus, ne nazadnje si vsak želi, da dobi tisto najvišjo nagrado za svoje delo, za vložen trud preko obeh 2 let. Žal pa je tako, da včasih tudi na koncu zmanjka tista malenkost, ki je potrebna za nekaj več, ampak je pa to neka želja za v prihodnost, da se mogoče na naslednji stopnički izobraževanja pa ta nagrada vendarle uresniči. In kakšen študij se usmerjate naprej? Vpisan sem na študij medicine, in sicer začenjam 2. leto jeseni študijem na Ljubljanski univerzi na medicinski fakulteti. Študija se zaenkrat že zelo veselim, tako da komaj čakam oktober. Uspešen študij in čestitke. Ja, najlepša hvala.
5. avgust je drugi praznik občine Radovljica, spominski dan, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon na Vodiški planini. Mi smo ena redkih občin, ki imamo dva praznika. Seveda letos smo malce drugače morali s tem programom, kajti izredno slabo vreme smo organizirali v naši prelepi baročni dvorani. To podelitev, moram reči, da je bila nabito polna in sem prepričan, da so vsi prejemniki tako medalj, plaket in pa nagrade, da so bili zadovoljni in da so šle ta priznanja v prave roke in da se kot občina zahvalimo za vso to dobro, prostovoljsko delo na vseh področjih. Tako da sem zelo zadovoljen in ponosen, da imamo take ljudi v naši občini. Z volitvami je začel novo delovanje tudi nov občinski svet. Ja, jaz sem danes imel nagovor in jasno, mi smo imeli zelo pozno sestavo občinskega sveta in tudi proračun smo relativno pozno sprejemali, ampak kot sem povedal, je bil potem tudi hitro sprejet s pomočjo svetnic in svetnikov, tako da praktično nobeni programi niso trpeli in lahko rečem, da je tudi realizacija v prvi polovici tega leta, ne glede na to, da je bil sprejet v začetku aprila, je pokazatelj, da se dobro dela in da bomo absolutno do konca leta vse projekte, ki smo jih zastavili v proračunu, tudi realizirali oziroma se bodo pričeli in potem zaključili v naslednjem letu. V letošnjem letu so v teku tudi številne investicije. Ena je bila pravkar zaključena in sicer prva faza plavalnega bazena in sedaj tudi rehabilitacijski center. Res je, tudi tukaj lahko rečem po dolgoletnih prizadevanjih, da smo prišli ob častitljivi obletnici bazena, kajti v letošnjem letu praznujemo 90 let, tako bazena kot plavalnega kluba Radovljica, da nam je uspelo ta projekt speljati predčasno in pred poletno sezono, tako da pri 4,6 milijonov evrov visoke investicije ta objekt pomeni veliko ne samo za radovljiško občino, ampak širše, predvsem pa tudi z dodatnimi programi, to se pravi opismenjevanje s tem novim pridobljenim bazenom in rehabilitacijo za osnovno zdravstvo Gorenjske. Nadaljuje se tudi številna komunalna infrastruktura, vloženo delo v ceste in začetek v Kamni Gorici. Ja, Kamna Gorica v bistvu bo ta prvi del letos narejena, dela potekajo res po planu, nemoteno. Seveda imamo pa tudi drugih projektov, v zaključni fazi je tudi komunalna infrastruktura Lancovo. Zdaj se bojo začeli ljudje priklapljati oziroma stanovalci priklapljati na našo čistilno napravo. Seveda so pa tudi manjša vzdrževanja po celi občini, tako da res intenzivno delamo. Seveda imamo pa še en zelo velik projekt, to je prizidek vrtca v Radovljici, investicija je 3,2 milijona evrov, tam bo tudi pravzaprav pridobitev 5 igralnih prostorov in telovadnice in tudi razvojna ambulanta bo v tem prizidku. Nadaljuje pa se tudi investicija Klinarjeve hiše v Kropi. Ja, tukaj pa lahko povem, da nadaljujemo z Klinarjevo hišo, to je Kovaški muzej. Seveda se nadejamo tudi v prihodnje še pomoči države, kajti tukaj je, lahko rečem, vse zaščiteno, cela Kropa. Naj pa ob tej priliki povem, da se tudi obnavlja prelepa, prečudovita dvorana, kulturna dvorana v Kropi, ki omogoča pa kar visoko kvalitetne koncerte in to se bo tudi v letošnjem letu izkazalo, kajti ima, bom rekel, dvorana kot taka izredno akustično sposobnost za take večje kvalitetne izvedbe. Na kopališču pa naj bi bil zgrajen v Kropi tudi nov gostinski objekt.
Ja, mi smo prišli zdaj do gradbenega dovoljenja. To je zelo dobro, da bomo lahko kandidirali na dodatna sredstva. Seveda ta, bom rekel, objekt ni bil več primeren za normalno obratovanje kopališča, ki je izredno obiskano za Lipniško dolino. Tako da se nadejam, da bomo lahko v naslednjem letu oziroma v letu 2025 tudi ta projekt izpeljali. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku in vas pustim k svojim kolegom, županom, da lahko nazdravite občinskemu prazniku. Hvala lepa. Igor Dornik, letos mineva 15 let, odkar je bil ustanovljen vaš klub za prstomet. Točno tako, v bistvu igra prstomet ali pa balinčkanje včasih smo pravzaprav uradno 15 let ustanovljeni. Turnirje, tekme in ostale stvari smo pa seveda neformalno organizirali že precej let prej. Gre seveda za staro igro in jo tudi mnogi starejši poznajo. Vaš klub je precej aktiven in se udeležujete številnih tekmovanj? Se udeležujemo in jih seveda tudi organiziramo, kar je v bistvu ena izmed glavnih dejavnosti. Združujemo slovenske klube, po Sloveniji je kar velik, tako da turnirji, liga, to so naše glavne obveze. Imate svoj sedež? Na Čežnici pri Kropi. In koliko vas združuje v samem klubu? Klub je organiziran pravno formalno zaradi tega kot organizacija, da imamo znotraj organizacije pa seveda imamo 32 društev trenutno, ki nastopajo v ligaškem prvenstvu. Imate pa urejeno tudi vse dokumente za ta klub? Seveda, pravno formalno od leta 2008 je ustanovljeno društvo, s katerim pač vodimo ta tekmovanja. In na kakšno tekmovanje se pripravljate v tem trenutku? Ravno smo končali master turnir najboljših igralcev v Sloveniji, to je bil v Radovljici na Vornikovem trgu prejšnjo soboto. V koncu avgusta pa se nadaljuje ligaško prvenstvo Slovenije, to se pravi državno prvenstvo, v več kategorijah, torej to je za ženske in za moške posebej in pa še druge regije, tako da tekem je kar velik. In kaj vam pomeni priznanje oziroma medalja ob občinskem prazniku občine Radovljica? Ja, predvsem to, da nas opazijo, da nas vidijo, da je to priznanje za našo delo, da bomo imeli še naprej tudi voljo in energijo se s tem dejati, ker veliko vesela mislim, da prinašamo marsikomu vse. Iskrene čestitke. Hvala. Vi ste v klubu večno mladih fantov v Radovljici. Tako je, jaz sem tajnik v tem društvu, klubu, ki se imenuje Rekreacijski klub večno mladih fantov Radovljica. V tem klubu sem že 20 let in vedno vse skozi na funkciji tajnika. Pišete, kaj se dogaja v vašem klubu? Ja, naš klub v bistvu ima vsakoletno tradicionalno prireditev, ta poteka zadnjo soboto v avgustu in sicer takrat se večno mladi fantje, člani tega kluba, povzpnejo na stol in ob povratku potem še organizirajo prireditev, ki jo pa dajo, podarijo, se pravi Radovljičanom, obiskovalcem Radovljice. Tako da neki imajo zase, neki pa v bistvu prispevajo za svoje sokrajane in pa obiskovalce samega kraja. In seveda zagotovo brez veselice tudi ne gre? Seveda, da ne. Veselice so bile zmeraj, izjemoma, ko nas je obiskal COVID, takrat smo bili pač 2 leti brez veselice, ampak pohod smo pa izvedeli vsako leto. Kaj vam pomeni pečat občine Radovljica? Pomeni mi priznanje za svoje delo, ki sem ga opravljal v teh 20 letih in pa moj prispevek k temu, da se ohranja ta tradicija, ki je tukaj prisotna, bom rekel, drugo leto bo 50 let od prvega pohoda in to je tisto, kar mi v bistvu da zadovoljstvo, da se je uvidel oziroma moj prispevek k ohranjanju te tradicije. Iskrene čestitke. Hvala lepa.